Today's event is very interesting because it is worldwide and we can know a lot of Slovenian companies, but not only Slovenian, from all over the world. And that's why we can find a lot of new people. Because of our networking, we can make more successful, more powerful companies, a lot of profit and a lot of good things together. Danes se zaključuje eno nekaj mesečno delo, ko smo skupaj z ostalimi dejavniki v tej zgodbi organizirali srečanje podjetnikov, slovenskih podjetnikov po svetu in smo zelo zadovoljni nad rezultati. Tukaj smo imeli danes v dvorani 150 ljudi, preko 20 različnih držav. Mislim, da smo dobili navdih in spodbudo za nadaljnje delo in to je tisto, kar je najpomembnejše. Kako vam je uspelo izpeljati ta dogodek tako dobro organizirati? Mi imamo na tem kar precej izkušenj. Konec koncev smo največja organizacija, poslovna organizacija Slovencev izven matične domovine in to je, kako bi rekel, del našega normalnega dela, je sigurno to ena večjih prireditev, ki smo jih v zadnjem obdobju organizirali. Mislim, da je zelo dobro uspela, smo zelo zadovoljni, ker tudi spraviti toliko ljudi. Tukaj imamo predstavnike Slovencev preko 20 držav po svetu. Ogromno lokalnih podjetij se z njimi želijo srečati, tako da res super, smo zelo zadovoljni in zdaj se je delo komaj začelo, ker iz tega moramo zdaj nadaljne graditi. S katerimi izzivi tukaj se soočate ali kateri izzivi tukaj srečate pri organizaciji dogodkov na takem nivoju? Tukaj treba imeti eno osnovno znanje, dobre sodelavce, imeti zelo dobre odnose z vsemi temi organizacijami, imeti eno kredibilnost. Kredibilnost se seveda gradiš na dolgi rok. Mislim, da smo se jo zgradili in danes so tukaj vidni rezultati, zaradi česar smo zelo zadovoljni, ampak tudi zelo hvaležni vsem tistim, ki so nam pomagali. To se pravi, da ko greš v organizacijo takih dogodkov, morajo biti vsi partnerji nekako imeti svoje dostojanstvo, dobiti isto dostojanstvo in da imajo potem, kako bi rekel, zagon, da delajo na takih dogodkih, ker ponavljam, tukaj, da imamo danes v tej dvorani, mislim, preko 150 ljudi, je zasluga ene serije organizacij, ki so pri tem sodelovali in nam pomagali. Najlepša hvala. Drugače o zagonu, veliko podjetnikov danes so rekli eno stvar, če si izgubijo neko motivacijo pri takih dogodkih, se dobijo, da gredo spet na nov zagon. To se zelo lepo sliši, to je ravno namen. Namen je, da podjetja dobijo in institucije vidijo možnost, da vidijo, spoznajo potencial in to je mogoče največ, kar lahko naredimo in tista zadeva, zaradi katere smo najbolj zadovoljni. Vlasta, how often do you visit events like that? Well, first of all, I would like to say something about me. I'm a manager of company Ecomo. We are dealing with waste management and logistics, and we are part of Slovenian Union in Italy, in Trieste, for many years. And I'm really glad that I'm here. I would like to connect with other Slovenian companies because I think networking is very important. We can help each other, we can make better and stronger connection, and that is good for all of us. Jaz sem prišla na to slovensko globalno poslovno povezovanje brez nekih pričakovanj, ampak samo sem se prepustila, kaj bo. Mi imamo podjetje Ecomo, se ukvarja z ekologijo in menedžmentom odpadkov. In priključila sem se čisto v začetku, ko je bilo še v prihajanju in začnem klepetati s tem gospodom in ugotoviva, da oba dva delujeva v smeru okolja in on začne govoriti in jaz ga začnem poslušati in sva povezala stik in to je ena povezava in cilj tega današnjega dogodka je, da se povežemo, da se združimo, vidimo, imamo kje slične točke. Če pa nič od tega, bom jaz vedno vesela za kakšno dobro prijateljstvo. Tako da, David, povej mogoče ti kaj o svojem podjetju. Kaj predstavljaš, kaj počneš? Med drugim, jaz sem sicer iz Trsta, imam svoje podjetje, sem član Slovenskega deljenja gospodarskega združenja, član sekcije
za mednarodne storitve. In danes sem tukaj, ker sem sledil celemu razvoju te globalne naše mreže, ki se je danes končno v bistvu predstavila občinstvu. Verjamem v to mreženje med podjetji, ki nas veže slovenski jezik, slovenska baza v bistvu. In jaz mislim, kot smo slišali prej pri raznih predavanjih, mislim, da povezava po celem svetu s Slovenci, ki nas je zares ogromno, jaz mislim, da je lažja in tudi, bi rekel, tudi neka srčna kultura, ki nas veže in mogoče tudi to privede do nekih večjih poslovnih uspehov. How it was this event for you? What do you like here? Generally, that's very interesting because I didn't expect that people from Australia, Brazil come here, and very open and very strong focus to make a good network of Slovenian people on the road. And that's the point of in the business, and business is something what is running everything other, and because development, culture, etc., etc. And I really appreciated what I'm here, and what first guy who speaks and just say, you must know that Slovenia is small country, like big area, but we are not small, we are very strong. I like that. Thank you very much. Kako se vam zdi današnji dogodek, kaj ste dobrega odnesli zase? Pozdravljeni, ja, skratka, danes dogodek je zelo zanimiv, predvsem za spoznavanje ljudi čez mejo, oziroma ne samo čez mejo, internacionalno. Zelo dobre prakse smo slišali glede podjetnikov, ki so se že uveljavili v tem svetu in prostoru, in vedno se odnese nekaj dobrega z takih dogodkov, če ne drugega, pa vsaj nova poznanstva. Mislite, kaj dobrega za podjetnike je pri tem dogodku? Na prvem mestu je bilo to, kar nekaj kvalitetnih povezav smo lahko dobili. Tako da to nam je super. Žensko podjetništvo, zdaj pa kar nadaljujemo s tem, pa probamo stati na noge s tem. Kako mislite, s kakšnimi ovirami mi ženske se soočamo pa srečamo vsakdanjem življenju? Tukaj se lahko vključim tudi jaz, ker jaz pa imam lik zavod postavljen, Fenilab je ime, in mi prav delamo podporo za ženskom in dekletom, ki ali poslovno ali privatno poskušajo uveljavljati. Tudi ja, malo žalostno je, da leta 2025 še vedno se ukvarjamo s temi izzivi, ampak marsikdaj rabimo malo več povezav, malo več sodelovanja, da se podpremo med sabo, da prodremo. Hvala. In kako vam uspeva v tako, predvidevam, da je kar moškem svetu, mogoče kakšna skrivnost za žensko, ki je ravno prišla v ta poslovni svet in ki je obkrožena z moškimi? Tako neustrašno, neustrašno naprej, zato vse zmoremo. Dobro, najlepša vam hvala. Hvala. Kako vam se zdi današnji dogodek? Jaz se zelo veselim tega dogodka, ker v bistvu jaz sem bil tudi eden pobudnikov, da nastane ta SGPP. Jaz sem bil že dolgo več let podpredsednik združenja in kadar sem prvič videl možnost, da lahko se ustvari to mreženje Slovencev okoli po svetu, zares sem verjel v to zadevo in pomagal, da se zgradi in da smo prišli do današnjega dneva, kjer to sem pa se zares presenetil, da vidim zares veliko udeležbo Slovencev iz celega sveta. To je zares nekaj enkratnega. Kako mislite, kakšno korist Slovenci danes bodo odnesli od tistega dogodka? Po mojem veliko pozitivnosti in s to pozitivnostjo, da se bodo začeli graditi ponovno novi stiki, relacije z drugimi Slovenci okoli po svetu. Moramo se družiti, moramo se spomniti, da smo Slovenci. Jaz sem z Italijama, rade volje, moramo se družiti z vsemi našimi domačimi. Kako se vam zdi današnji dogodek? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se take stvari urejujejo, zato ker je zelo zanimivo spoznati, koliko možnosti, koliko potencijala imajo Slovenci po svetu, in da se povezujejo, je lahko samo v korist osebam, pa tudi skupnosti kot taki. Kako mislite, zakaj so take dogodke pomembne za podjetnike? Mislim, da je to osnova našega delovanja, kajti brez gospodarske iniciative, brez gospodarske perspektive
ne moremo razvijati našega družbenega razvoja. Z vidika urada, na katerem sem zaposlen za Slovence v zamejstvu in po svetu, seveda izjemno dajemo poudarek tudi tem vsebinam, tako v gospodarskem sodelovanju v zamejstvu, kot tudi v globalni razsežnosti. Današnja iniciativa, ki se je prelevila dejansko v eno formalno obliko sodelovanja, pri tem seveda povezuje ključne akterje na tem področju, za katere mislim, da bo v vseh pogledih, z vsemi deležniki, zgodba o uspehu. Zadeva je seveda še tako pomembna v času gospodarske negotovosti, strahov, ki smo jim izpostavljeni. In danes demonstriramo tukaj, da je več optimizma upravičeno, da imamo izjemen potencial, ki ga z združevanjem vseh tistih, ki lahko ves potencial slovenskega naroda izkoristijo, tudi kanalizirajo do vsakega posameznika, kjerkoli po svetu. In v povezovanju smo močnejši, smo bolj enotni in jaz se prihodnosti ne bojim. Ja, prvič se udeležujem slovenskega srečanja oziroma svetovnega srečanja slovenskih podjetnikov, ker sem direktorica Obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem. Tudi redno sodelujemo, tako da smo se z veseljem odzvali. Kaj vam najbolj všeč pri takih dogodkih? Ja, mislim, da je izjemnega pomena to omreženje, povezovanje podjetnikov med sabo, prenos dejansko znanj, izkušenj in odpiranje novih trgov. Kaj vam je pomagalo, mogoče vaša kakšna ena ali mogoče dve lastnosti priti do te točke, kjer ste zdaj? Ja, absolutno. Vztrajnost, pogum, iznajdljivost, odprtost. Hvala. Občasno podjetniki izgubijo motivacijo, mogoče če kakšne težke situacije ali kaj. Kaj bi svetovali, da se poberejo na novo pa začnejo spet delati? Verjeti, zaupati, se povezati z enako mislečimi, oziroma poiskati pomoč, mogoče tudi v institucijah, kot je naša, kjer v bistvu pomagamo in spremljamo neki poslovni poti in vedeti, da se vsaka zgodba lahko znova začne in da marsikdo je v življenju že določeno zgodbo zaključil in začel novo ali pa obstoječo nadgradil, tako da so vsi dejansko padci priložnost za novo rast. Hvala. Zakaj si tukaj? Zanima me dogodek za povezovanje za Slovence v zamejstvu in po svetu in sama konferenca za gospodarstvo in take stvari. A ti je všeč? Ja, sama konferenca mi je všeč in ljudi tukaj, ko so, in sam dogodek je zelo, zelo prijeten in interesanten. Tudi meni je zelo všeč, ker najdem prijetne ljudi. In ko sem bila v dvorani, kam sem se usedla na sedež in zraven mene najdem Zorana. In seveda klepetava in spet ima on eno zanimivo dejavnost. Kaj počneš, povej? Jaz sem predstavnik kmetijsko-izobraževalne skupnosti Gorski Kotar, tu so Slovenci v zamejstvu. Drugače sem pa tudi predstavnik Rasta, to je gospodarska konferencija na Hrvaškem, na novo ustanovljena pred pol leta cirka nazaj, ko dela za male gospodarstvenike v zamejstvu. Odlično. Ja. Kako pogosto so take dogodke pri vas? V Hitu v Novi Gorici smo zelo prepoznavni po različnih vrstah dogodkov, team buildingih, srečanjih. Trudimo se, da imamo tako dogodke iz Slovenije, kot mednarodne dogodke in tudi svetovne dogodke. V letošnjem letu gostimo Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica in Gorica. Je to toliko bolj prepoznavno in značilno, da se določeni dogodki odvijajo tako na tej strani meje kot na drugi. In smo izredno veseli, da sodelovanje s Slovensko deželno gospodarskim združenjem letos uspemo gostiti 19. in 20. junij Slovenian Global Business Meeting, ki ponese glas širom po svetu, tako po Sloveniji kot od podjetij v Sloveniji, in s tem pridobivamo na mreženju in na prihodnjih dogodkih v letih, ki prihajajo. Kako se vam zdi današnji dogodek? Zelo lepo, s tem, da smo spoznali dosti takšnih zgodb, ki so o Slovencev na svetu, in sem zelo zadovoljen, da sem tukaj. Prav navdihuje. Ja. Kako mislite, kaj je najbolj pomembno za podjetnike? Malo vse.
moraš imeti malo vse in tudi dosti korajže. In pri tem bi dodal tudi moč in pomembnost dobrih poznanj, mreženja, ki so tudi taki dogodki, kot je današnji, bistvenega pomena pri razvijanju tega. Sploh radijski ustvarjalci smo nevidni, ampak so takšni dogodki pravo bogatstvo zgodb, ki si jih želimo. Jaz prihajam iz prvega programa Radia Slovenija, kjer že več kot 70 let deluje tudi oddaja Slovencem po svetu. In v tej oddaji skušamo loviti zgodbe, ki se odvijajo v slovenskih skupnostih. In zato so to vrsti dogodki, ko lahko rečemo tem našim sogovornikom zares dobrodošli doma, še toliko bolj pomembni, da jih srečamo iz oči v oči, da se z njimi pogovorimo, da nam pripovedujejo o tem, kako živijo, kako so povezani s Slovenijo in pa seveda na dogodku, kot je ta, da tudi kritično ovrednotijo slovensko gospodarstvo, povedo, kakšne so njihove vizije in tako naprej. Tako da, če govorimo o novinarskem delu, to pomeni, da so te ure in te dnevi zelo intenzivni, zato pa nekako tudi z veseljem pripravljamo vse skupaj za naše poslušalke in poslušalce. Moram pa reči, da je naša ekipa majhna, tako da smo si dobro razdelili delo. Glede na to, da se bo zvrstilo v teh dneh, kot smo slišali, več kot 30 dogodkov, ki jih organizira Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tako da Sotočja in Slovence po svetu sta dve oddaji, ki imata te dni polne mikrofone in roke dela. Kako se vam zdi današnji dogodek? Kako mislite za podjetnike, kakšna korist je na splošno? Poglejte, mreženje, to je, da spoznavaš ljudi, na katere se lahko obrneš tudi, ko imaš idejo, ali pa ko ti je težko. To je pač eden od pogojev, da si lahko tudi v podjetništvu uspešen bolj. Tisto, kar pa je meni posebej pomembno, pa je, da slovenski gospodarski prostor razumemo širše. Ne gre samo za meje države Slovenije. Gre za prostor, kjer živijo naši zamejci, torej neposredno zamejstvo in tudi širše. To, kar sedaj počnemo z zamejsko gospodarsko koordinacijo, pri tem kmetijsko in sedaj pogumni koraki na področju športne koordinacije, pomeni, da končno razumemo pravilno. Slovenski prostor je tam, kjer so naši ljudje. Najlepša vam hvala.